recimo še kaj cvetočega za take lege? Ja, pravzaprav senca nasploh ni tipična lega, kjer bi lahko imeli res zelo, zelo bogato cvetoče zasaditve. Zato pa je toliko bolje, da izkoristimo pomlad in za malce bolj vlažno oziroma pa čezmerno povprečno vlažno senco oziroma tla v senčnih legah lahko recimo uporabimo tole kavkaško potočnico ali kavkaško spominčico, kot jo tudi rečemo. Potem čudoviti so različni vimčki ali lipice, kot jim nekateri pravijo. Imamo več različnih barv, od bele, rožnate, takele rumene. Tule imamo potem še eno prijetno oranžno sorto. So tudi zimzeleni, sicer te stare liste potem na pomlad porežemo, zato da bolj pridejo do izraza ta cvetna stebla, ampak tudi zelo lepo pokrijejo in večina jih je zelo trpežnih. Tudi listi so različne barve pri sortah? Nekateri lepo potemnijo na jesen oziroma na zimo, spet drugi so pa rjavkasti, ko poženejo, pa potem pozelenijo. Imava eno čudovito krvomočnico, ja, že tudi cveti. Prvi cvetovi se že kažejo. Tale sorta rjavo-rdeče krvomočnice, in sicer z imenom sorte Samobor, ima zelo lep vzorec, tako da v bistvu si pomagamo, da popestrimo take lege tudi s barvitimi listi, da ni vse samo v cvetu. Če hočemo še več cvetja, si za pomlad lahko pomagamo s tem, da med rastline, ki še ne oženejo zelo zgodaj, posadimo razne čebulnice, gomolnice. Tele logarice se pri meni doma krasno obnesejo med hostami, ker hoste vemo, da poženejo malce kasneje, pa tele že lepo zacvetijo. Še ena primerna gomolnica so potem tele nizke grške vetrnice, ki takole bujno zacvetijo, potem se pa pač umaknejo drugim rastlinam, ki razprejo svoje liste. Se pravi, tudi tega je kar nekaj. Ja, si lahko pomagamo.